Pejmo malo na Trumpa. Reklama za smoki v naravni velikosti je namreč ta teden nadaljevala svojo prvo svetovno turnejo z naslovom Osmešimo Ameriko 2017. Po Siciliji se je Donald ustavil v Bruslu, kjer je rekel, da je Nemčija slaba ali zlobna, odvisno od prevoda, kjer je vse članice NATO nakuril, da dajo premalo keša zavezništvu in kjer se je prerinil v prvo vrsto za fotkanje. America first. America first. No, ampak črnogorski premijer je lahko vesel, da Trump na njem ni izvedel svojega klasičnega trika. Tegale. Zdaj, mogoče je bila ta poteza s Črnogorcem le tipičen Trump, ne? Lahko pa da je Donald mislil, da je Črna gora oziroma Montenegro ena velika gora, kjer živijo sami črnci. Pa je malo z njega Ku Klux Klan udaril. No, tu je predvsem jasna ena stvar. Črnogorc je bil ziher vesel, da ga je Trump tako pahnil. Zakaj? Zaradi prvega Newtonovega zakona. Premaknil se je, ne da bi za to uporabil kanček svoje energije. Kar je idealno za Črnogorca. Režija, a nam prosim pokažete Viktorja Orbana z tega posnetka. Glejte ga. Dragi moji, jaz vam vsem želim, da v življenju najdete nekoga, ki vas bo gledal tako, kot gleda Orban Trumpa. Donald Trump je šel še dalje. Zatem se je sestal z novim francoskim predsednikom Macronom, kar pomeni, da sta se srečala voditelj, ki ima 23 let mlajšo ženo, in voditelj, ki ima 25 let starejšo ženo. Eden je postaven in uglajen, drug je nerodna oranžna gmota. Bolj si ne bi mogla biti različna. No, Trump je na Macronu poskusil uporabiti svoj klasičen način rokovanja, poznate, ne? No in tokrat se mu ni šlo. Pezde. Trump je nazadnje tako trpel, ko je ugotovil, da je Melania že čez 40 stara. Je pa dejstvo, da morajo, odkar je Trump predsednik, svetovni voditelji hoditi na tečaj rokoborbe. Miro, lej, da boš vadil rokovanje, ker te bo Trump po tleh vrgel. Ne bi radi, da kdo misli, da si slabič, okej? Kakorkoli že, Donald predvčerajšnjem spet ni mogel spati. Zato je tako kot vsak normalen 70-letnik tweetal. Tweetnul je, kljub neprestanemu negativnemu medijskemu covfefe. Pač ura je 3 zjutraj, imaš male, debele prste, pa sred tweetata pa urin prime. Pač itak tweetneš nekaj tazga. Ne? Upam, da covfefe ni kakšna skrivna koda za Ruse. Zdaj, a poznate covfefe? Mene predvsem všeč ideja, da bo ta tweet, kot vsi drugi predsedniški tweeti in govori, za vekomaj shranjen v Narodnem arhivu v Washingtonu. Med preostalimi velikimi predsedniki zapisan v zgodovino skupaj s citati, kot je recimo upajte si biti veliki, Teddy Roosevelt, ali pa ne sprašujte, kaj lahko država naredi za vas, ampak kaj lahko vi storite za državo, John F. Kennedy. In po novem, covfefe, Donald J. Trump. Pred našimi očmi se ustvarja zgodovina, družba. Se zavedate, da smo priča precedensu? Zgodilo se je nekaj, kar se v novi beli hiši še ni. Trump se prvič ni zlagal. I'm very highly educated. I know words, I have the best words.
Covfefe. Kaj ste vi to zvolili, Amerika? No, medtem ko so se fantje šli voditele, pa so njihove dame ugotavljale, katera ima dražjo obleko. Melania se je med drugim srečala tudi s Cerarjevo novo bejbo, ki je imela posebno misijo. Skupni čas pa je zato, da Melanijo povabi v Slovenijo, tako kot kardinal Rode izkoristila tudi Stropnikova. Torej, bosta dve povabili v 2 dneh dovolj, da Melanija res pride. Melania se tako izogiba obisku Slovenije, da vsi, ki jo srečajo, prosijo, da prosim prid v Slovenijo. Melania noče v Slovenijo, a bomo vsi to pokapirali. Kot smo slišali, jo je povabil tudi kardinal Rode. Ona pa mu je rekla, da pride, če bo imela čas. Ne vem, ima Melania hud primer sindroma Alenke Bratušek? We need time. Cow goes moo. Ampak, okej, kaj točno je sploh rekel Rode? V Cajtengah imate vse, kar sem rekel Melani. Tistega, kar sem pa še prijel na oko, pa ne smem povedati. On je gentleman. On ne bo povedal, oj, on je gentleman. Si pa predstavljam, kaj je rekel Rode Melani. Joj, kakšna čast, se mi je Marija prikazala. Izvolite, prva dama, joj. Vi ste, v živo ste še lepši kot v Playboy, mislim v Le Mondu. V Le Mondu. Kako pa mož? Bi vaš mož investiral v našo župnijo? Bi zgradili novo kapelico svetega Covfefeja? Kdaj sva bila pa nazadnje pri spovedi? Lej, Melania, dej, prid v Slovenijo, kadar češ, ko ne boš več prva dama in ko se našem manekenu ne bo dal biti več predsednik, si lahko predsednica ti. Poznali se itak ne bo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!